spoštovani predavatelj, dr. Jernej Kotar, spoštovani gospod župnik, lep dober večer voščim vsem skupaj na nocojšnjem drugem predavanju v sklopu večerov, s katerimi želimo poživiti zgodovinski spomin na dogajanje, ki je zaznamovalo naše kraje in naše prednike pred pol tisočletja. Če smo s predavanjem profesorja dr. Igorja Grdine postavili nekakšen okvir in spoznali širše družbene in politične razmere v Evropi, ter nastanek Osmanskega cesarstva, bomo na nocojšnjem predavanju že veliko bolj konkretni. Nocojšnji predavatelj, dr. Jernej Kotar, nam bo Turke pripeljal že na Kranjsko in prav v naše kraje. Dovolite mi, da predavatelja še kratko predstavim. Doma je v Špartnem pri Litiji, študiral je na Filozofski fakulteti v Ljubljani in bil v času študija tudi aktiven član Mednarodnega društva študentov zgodovine, ter bil v letih 2011 in 2012 celo podpredsednik društva. Po diplomi je na Filozofski fakulteti upisal doktorski študij in ga leta 2016 uspešno zaključil z zagovorom dizertacije z naslovom Deželno knežja oblast in uprava na Kranjskem v času Friderika III. Habsburškega. Raziskovalno delo je tako v veliki meri posvetil skoraj 60-letni vladavini deželnega kneza, kralja in cesarja Friderika, katerega vladanje sovpada s časom intenzivnih turških upadov slovenske dežele. Od leta 2018 je nocojšnji predavatelj zaposlen kot kustos v Narodnem muzeju Slovenije. Dr. Kotar, mikrofon je vaš. Hvala lepa za besedo. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Zelo me veseli, da ste se dogodkov udeležili v tako velikem številu. Predavanje bom tokrat izjemoma opravil sede. Upam, da ni zamere z vaše strani. Tako da bi se kar lotili današnjega predavanja. Torej, danes bomo govorili o začetkih osmanskih upadov na Kranjsko. Podnaslovil pa sem današnje predavanje Med miti in resničnostjo. Zdaj, ta podnaslov bom tekom predavanja še večkrat pojasnil, tako da boste videli, zakaj sem se odločil za takšen podnaslov. No, za začetek bi se pa še ustavil pri izrazu osmanskih. Namreč v Sloveniji danes splošno še vedno uporabljamo naziv turški upadi, turško cesarstvo in tako naprej, ampak nekako je naziv osmanski zgodovinsko in tudi politično nekoliko bolj korekten, tako da sem se odločil za uporabo tega izraza, čeprav tudi z izrazom turški upadi, turško cesarstvo, v bistvu s tem ni nič narobe. Na prejšnjem predavanju ste že slišali nekaj o nastanku Osmanskega cesarstva. Morda se vsi tega predavanja takrat niste udeležili, tako da bom samo hitro ponovil neke ključne stvari, ki so bistvene za današnje predavanje. In sicer govorimo o zgodovinskem fenomenu, se pravi o cesarstvu, ki je nastalo zelo hitro in se tudi bliskovito razširilo po večjem delu vzhodnega Sredozemlja. Zdaj, kje so razlogi za to? To se zgodovinarji vedno znova sprašujemo. Torej, Turke bi lahko označili pač kot nomadsko pleme, ki je približno z tega področja prišlo na območje Male Azije in tu v bistvu ustanovilo zametke nove države, ki je postala zelo mogočna v le nekaj stoletjih. Torej, na začetku so se usmerili predvsem v osvajanje Male Azije, no ampak kot vidite, kmalu so že tudi preskočili to Bospor in Dardanele in se začeli širiti proti notranjosti Evrope. Zdaj, kje so razlogi za to, da se je cesarstvo lahko tako hitro širilo? Namreč v prvi vrsti, lahko bi celo rekli, glavni razlog je seveda ta, da so bile države na tem območju, začenši z bizantinskim cesarstvom, se pravi, to je bil naslednik vzhodno-rimskega cesarstva, v globoki krizi. Podobna je bila situacija tudi na Balkanu. Po smrti Dušana Silnega je bila Srbija v globoki krizi, začela je praktično razpadati, tako da lahko bi rekli, da so imeli Turki relativno enostavno delo pri osvajanju teh območij. Sedaj pa zanimivo, zakaj so se osredotočili ravno na to področje, kajti tu govorimo o povsem drugačni strukturi, se pravi, to so bila bogata območja, velika mesta,
dosti bolj obljudeno in tudi bogato je bilo vse skupaj kot takrat še relativno slabo poseljeni Balkan, no ampak v bistvu ravno to je bil tisti glavni razlog. Tu so lahko najhitreje napredovali, ampak seveda tudi Turki so prinesli nek nov sistem, ki je takrat relativno dobro funkcioniral. Namreč narodi, ki so bili tu v zaledju, se pravi, ki so delovali kot branik pred širjenjem Osmanskega cesarstva, so velikokrat poudarjali vse te negativne lastnosti, ki jih je to širjenje prinašalo, ampak treba je vseeno povedati, da je tudi Osmansko cesarstvo imelo svoje pozitivne lastnosti, marsikje se je tudi gospodarska slika po prihodu pod osmansko oblast popravila in tako je bilo v bistvu tudi na velikem delu Južnega Balkana. No, za nas je v bistvu ključnega pomena nastop sultana Mehmeda II. Osvajalca, ki je prevzel oblast leta 1451. No, on se je pa takrat osredotočil na prodor proti, se pravi, v notranjost Evrope in njega je čezdalje bolj motila ta enklava, se pravi, ostanek bizantinskega cesarstva v Konstantinoplu, in se je nekako odločil, da zavzame mesto in nato nadaljuje s tem napredovanjem. Seveda mesto so potem Turki tudi zavzeli, kmalu so padle tudi Atene, no potem pa se je začel v bistvu prodor proti notranjosti Evrope. 1459 je padla srbska despotovina, no in za našo temo današnjo je pa ključen trenutek padec Bosne leta 1463. Namreč to je pa pravzaprav, kolikor sem jaz raziskoval v sklopu doktorske dizertacije in sem se s tem tudi precej podrobno ukvarjal, takrat pravzaprav prvič na Kranjskem zavlada preplah pred turškim napredovanjem, namreč s padcem Bosne se je pravzaprav turška meja premaknila na slabih 100 kilometrov od Kranjske. In takrat so že prihajali prvi pozivi, da je treba zaščititi deželnoknežja mesta, da je treba začeti utrjevati gradove, ker kot tudi cesar v tem ukazu za utrditev Ljubljane sam piše, da je treba pač mesto utrditi pač zaradi tega, ker so Turki osvojili Bosno. No, ampak strah se je pokazal kot ne povsem upravičen, namreč v tem času so bili Turki pravzaprav zaposleni s tem območjem. Tu je takrat divjal zelo silovit upor albanskega narodnega heroja Jurija Skenderbega, ki je Turke zaposloval kar lep čas. Poleg tega je bil v bistvu zadnji branik pred širjenjem Turkov Ogrsko kraljestvo, Matija Korvin. In on je kar uspešno ustavljal Turke, tako da naše dežele tedaj turške nevarnosti še niso čutile. No, ampak če se zdaj vrnemo nekaj stoletij oziroma desetletij globlje v zgodovino, dolgo časa je namreč veljalo, da naj bi bili prvi turški vpadi leta 1408 in 1411. O tem piše že Valvazor, no, ampak najnovejše raziskave kaže, da pravzaprav ti vpadi niso bili klasični vpadi, ker niso bili v lastni režiji Turkov oziroma Osmanov, ampak so pravzaprav bili del boja med, se pravi, dinastij v zaledju Kranjske. Kajti Turki so večkrat tudi sodelovali kot pomožne vojaške enote, recimo zelo so bili vmešani v državljansko vojno na ozemlju Bosne, tako da so bili pač dojemali so jih vsi kot sovražniki, ampak občasno so tudi sodelovali z njimi zaradi pač internih koristi. Tako da neke dokaze o tem strahu pred Turki imamo že potem iz leta 1416, ko je tedajni nadvojvoda Ernest Železni izdal ukaz, da je treba Ljubljano utrditi, da tisti meščani in duhovščina, ki imajo hiše v Ljubljani, morajo poskrbeti za naselitev teh hiš in pa obnovitev obzidja, in kdor to ne bo želel sodelovati pri tem, je pač nadvojvoda dovolil meščanom, da se teh hiš polastijo, jih naselijo ali pa preprosto porušijo in tam zgradijo obzidje. No, ampak kakorkoli že, nobenega dokaza ni, da je to dejansko ta dokaz povezan s turško nevarnostjo. Naj bi se pa leta 1415 pa Turki prvič pa le prikazali pred obzidjem Ljubljane. Ali je to res ali ne, moramo pač verjeti Valvazorju, morda je res. No, ampak kakorkoli že,
v naslednjih desetletjih se je nevarnost vsekakor zelo stopnjevala. Če se zdaj posvetimo geopolitični podobi našega prostora v tem času, nas zanima predvsem ta del. Nekdanja dežela Kranjska, se pravi današnja Dolenjska, Gorenjska, Notranjska in pa velik del se pravi te notranje Istre. Imela je tudi izhod na morje, se pravi tu pri Reki in pa tudi tu pri Devinu. Skratka, ta del je bil, kot vidite, tudi najbliže pravzaprav turški meji. Ampak nevarnost je vseeno zajela vse tri naše glavne dežele, se pravi Kranjsko, Štajersko in Koroško. In tu je pač nekako prevladalo zdaj spoznanje, da naj bi turški spopadi oziroma upadi dosegli naše območje, govore predvsem v tem delu, se pravi Gorjanci, pred letom 1469. To je nekako zdaj spoznanje, ki mu lahko tudi v bistvu pritrdimo. Namreč najstarejši dokaz, da so Turki dejansko začeli napadati Kranjsko, je, spravi, papež je 2. maja 1469 razpisal odpustke za vse, ki se bodo borili za varnost grofije v Marki in Metliki. Ta grofija je obstajala na tem delu, se pravi večji del Dolenjske in Bele krajine, in to je bil ta prvi izpostavljen del, ki je sčasoma postal del Kranjske, zato tudi ni v bistvu tu posebej označen. No in leto 1469 je ključnega pomena, namreč tedaj se je začelo 14 let dolgo obdobje najintenzivnejših turških upadov. Namreč naše dežele, naše plemstvo, tudi sam vladar, ki je bil istočasno cesar Svetega rimskega cesarstva, prebivalstvo mest, kmetje, skratka vsi skupaj so bili popolnoma nepripravljeni na takšen način bojevanja, kot so ga prinašali Turki. Se pravi, lahka konjenica, ki divja po podeželju, po teh glavnih upadnih poteh, ropa, pleni, požiga, hkrati se pa izogiba gradovom, mestom, kajti njihov način vojskovanja je bil, lahko bi rekli, skoraj da gverilski. Oni se niso želeli, niso smeli ustavljati, skratka, oni so prišli, oropali in odšli. Obramba je pa takrat delovala drugače, kot si mi pač to danes lahko predstavljamo. Stalne vojske takrat še ni bilo, vse skupaj je baziralo na deželni obrambi, torej vsak plemič je bil dolžan braniti domovino, ampak seveda, ko je prišel poziv za sklic deželne vojske, preden se je pač plemiška vojska zbrala na določenem mestu, ponavadi Turkov že ni bilo več v deželi, ali pa je bilo prepozno. Večkrat tudi vidimo, recimo, da se niso ravno hoteli spopadati s Turki, ker Turko ne bi prihajalo tudi po več tisoč hkrati. Kranjska recimo pa včasih lahko nasproti postavlja kvečjemu nekaj 100 vojakov, ki pač seveda niso bili kos turškim napadalcem. Je pa vsekakor to imelo tudi pozitiven učinek, namreč za razliko od Štajerske, ki je bila od vseh dežel najbogatejša, in pa Koroške, je bila Kranjska relativno v političnem smislu slabo razvita, namreč do izumrtja 1456 je bil velik del Kranjske v rokah celjskih. Vsi ste ga zagotovo slišali za boje med Habsburžani in Celjani, no in velik del kranjskega plemstva je pravzaprav čutil večjo pripadnost celjski dinastiji kot pa Habsburški. In to je bilo v bistvu zelo zaviralno v samem procesu nastajanja deželnih stanov, no ampak turška nevarnost je pa na eni strani pripeljala do tega, da so se začeli oblikovati deželni stanovi. To je v bistvu predhodnik, to bi najlažje v bistvu označili za našim neke vrste parlamentom. Torej vsi plemiči so bili zbrani v tej skupini, ki se je sestajala pač po potrebi, kasneje predvsem enkrat letno, bili so redni, izredni zbori, tu se je odločalo o obrambi, o pobiranju davkov, o vseh ključnih zadevah, no da ne bomo zdaj tu zašli v prevelike podrobnosti. Skratka, to je res zelo pomemben moment, pomembna posledica turških upadov, torej plemstvo na Kranjskem se začne povezovati v to politično celoto, ki pač kot celota se tudi pogaja s cesarjem in pa skrbi za upravo dežele.
No, ampak Kranjska seveda sama kot takšna je bila prešibka, zato se je začela povezovati s preostalima dvema deželama in tako je v bistvu potem tudi nastala ta notranja Avstrija, kot se v verih imenuje vse tja do 18. stoletja, se pravi, to so te tri dežele. Seveda, želja Kranjcev je bila, kot tudi Korošcev in Štajercev, da bi pri obrambi pred Turki pomagala pravzaprav država, ampak Sveto rimsko cesarstvo je bila takrat bolj ohlapna zveza številnih kneževin, grofij in tako naprej, tako da državne pomoči ni bilo od nikoder. Treba je pa poudariti še nekaj. To ni bila samo južna meja Kranjske oziroma Štajerske, to je bila hkrati tudi državna meja Svetega rimskega cesarstva, ki je segala od Hamburga na severu do Trsta na jugu. Torej, upali so na pomoč države, ki je bila bistveno večja, ampak seveda knezi na Bavarskem in na Saškem niso ravno čutili neke turške nevarnosti in so zato pač niso imeli veliko interesa, da bi pomagali južnim deželam v boju s Turki. Tako da večina druge polovice 15. stoletja je minevala v prizadevanjih, kako pa vendarle vzpostaviti učinkovito obrambo. No in nekako želja je bila, da se vzpostavi stalna najemniška vojska. Ta poskus je potem že kmalu se pokazal kot precej neuspešen. Klavrno je namreč propadel v bitki pri Bizeljskem, do katere naj bi prišlo 1473. leta. Zgodila se na dan svetega Jerneja, 24. avgusta. No in takrat naj bi se Turki pojavili tu pri Bizeljskem in naproti jim je prišla 450 glava vojska, sestavljena v glavnem iz pripadnikov notranje avstrijskega plemstva in kljub številčni podrejenosti se je ta vojska spopadla s Turki in doživela precej klavrn poraz. Približno 100 plemičev je bilo ujetih ali ubitih, tako da kar nekaj plemiških rodbin je s tem v bistvu tudi propadlo, izginilo iz zgodovine. No, če smo ravno pri Kranjcih, kranjski četi je poveljeval Ludvik Kozjakar, on je bil tudi zadnji pripadnik svoje rodbine, no in on je bil med ujetniki, tako kot še nekaj ostalih, in Turki so jih odpeljali, k sebi v svojo državo, verjetno nekje na ozemlje Bosne. In potem so preko Dubrovnika tekla pogajanja in Kranjcem je celo uspelo odkupiti teh nekaj najbolj prominentnih plemičev, med njimi tudi Ludvika Kozjakarja, ki pa je kmalu po vrnitvi iz ujetništva umrl. In tu Valvazor navaja sicer govorico, ki jo je verjetno sam slišal, preveriti jo je pa težko. Skratka, on je zapisal, da naj bi ga Turki zastrupili, preden so ga spustili domov. Tako da kar nekaj plemiških rodbin je v bistvu na ta način tudi ugasnilo. Se je pa tega leta zgodil še en pomemben dogodek in sicer turško uničenje otoka, to je bil pač trg na Dolenjski Krki. Mi ga danes imenujemo otok, nemško ime je Gutenwert in tu pa zdaj že pridemo do tega podnaslova med miti in resničnostjo. Imamo namreč prvovrsten vir, trški gospod je bil briksenški oziroma frajzinški škof in on piše v tem pismu, da so Turki pridivjali, uničili trg in odpeljali 3000 ljudi. In tu se že pojavi tisto vprašanje, koliko lahko temu sploh verjamemo. Trg je dejansko bil uničen, tudi dileme ni, ampak predvsem 3000 odpeljanih ljudi pa zbuja precej suma, če lahko rečemo, da razen Ljubljane in morda še enega mesta, nobeno kranjsko mesto ni presegalo 3000 prebivalcev, potem je številka 3000 naravnost neverjetna. In tu lahko v bistvu v prvi vrsti podatek gledamo v luči tega, da je pač frajzinški škof poskušal nekako prikazati dogodek v čim bolj temni luči, se pravi, da bi prejemnik pisma videl njegovo stisko. Podobno je se tudi s primerom napada 1522 v vaše kraj, kjer se prav tako omenja, mislim, da 6000 ljudi, kar so gotovo pretirane številke. Ampak kljub temu, žrtev je bilo gotovo veliko. Turki so, kar se je dalo, pač predvsem mlade ljudi odpeljali v sužnost, jih prodali, ampak seveda, vse te številke moramo vedno
jemati z rezervo. No in kako je reagirala oblast? Jaz sem se v sklopu dizertacije ukvarjal z obdobjem Friderika III., ki je vladal ravno v tem obdobju. No in Friderik si je kar nekoliko po krivici strani zgodovinarjev 19. stoletja prislužil oznako pasivnega vladarja, tudi nekoliko lenega, včasih celo nesposobnega, no ampak to seveda nikakor ne drži. Do teh podatkov so oziroma do teh razlag so prišli preprosto zato, ker niso imeli dovolj virov za njegovo obdobje, no ampak danes je to povsem drugače. Friderik se vsekakor je trudil, da bi dežele zaščitil, vseeno pa smo lahko opazili, da mu skrb za obrambo pred Turki ni bila prvenstvenega pomena. Namreč te zelene puščice označujejo glavne upadne poti. Tako da ni naključje, da so v 70. letih začeli sistematično pozdigovati trge v mesta. Zdaj pravno to največkrat pojasnimo s tem, da je mesto imelo pravico do obzidja, trg pa ne. V osnovi to drži, ampak poznamo mesta brez obzidja, kot je recimo Kostanjevica, ker ga zaradi lege na obtoku pravzaprav ni potrebovala. In pa seveda poznamo tudi trge z obzidjem, to je bil pa Dolenjski Mokronok, tako da to je spet treba vzeti nekoliko z rezervo, ampak kljub temu. 1471 se ustanovi Kočevje, sledijo potem Lož, potem tule Radovljica, Krško, no in kot lahko vidimo, so v bistvu te trgi oziroma mesta nastala na teh glavnih upadnih poteh. Torej so imela v prvi vrsti obrambni pomen, kajti ta mesta so bila celo za tiste čase res majhna, imela so kvečjemu po par 100 ljudi, ampak kljub temu. Te naselbine, ki so bile predtem trške, so s tem dobile pravico do izgradnje obzidja in tudi sam cesar je nenehno pošiljal ukaze, naj podložniki pridejo v mesta, naj pomagajo graditi obzidja, ker bojo potem imeli tam zaščito pred napadi, ampak seveda, kot lahko sklepamo na podlagi ohranjenega gradiva, vidimo, da veliko mest je imelo takrat obzidja v slabem stanju ali obzidja sploh niso bila popolna. Recimo v Ljubljani je zanimivo, da so šli graditi celo obzidje vzdolž Ljubljanice, ker so se bali, da bi lahko Turki tudi v bistvu prebredali Ljubljanico in prišli naravnost v mesto. Tako da prizadevanja so vsekakor bila, imamo tudi vrsto virov strani samega cesarja, ki je pošiljal svojim deželnoknežjim oskrbnikom na ključnih gradovih, tu po Dolenjskem in po Notranjskem, pošiljal jim je strelivo, pošiljal jim je orožje in jih seznanjal s tem, da je treba se čim bolj pripraviti na obrambo. No pa glavno skrb je seveda namenjal Ljubljani, to ni bila samo deželna prestolnica, to je bilo pomembno prometno križišče, to je bil gospodarski center. No in tudi še ena stvar iz srednjega veka je znana, da kmetje so bili načeloma, rečemo, privezani na zemljo in da so morali meščani vračati ljudi, ki so pribegnili v mesta. No, ampak Friderik je pa tu storil drugačen korak, da je javil, da brez njegovega soglasja se ne sme vračati nobenega podložnika. To pa zato, da bi mesta imela čim več prebivalcev in bi bila čim bolj obrambno sposobna. No, ampak kmetje so bili v bistvu več ali manj prepuščeni sami sebi. Kot bomo potem še kasneje govorili, to so pa oznake za garmade, se pravi, to je bil pa kar relativno učinkovit način, torej na teh visokih hribih so pripravili krasove in so ko so zvedeli, da Turki prihajajo, so te krasove preprosto zakurali, na ta način signalizirali nevarnost. No, tole v bistvu vidite to zeleno, kako blizu se je že približala turška nevarnost Kranjski. Je pa treba povedati, tudi sam sem naletel na kar zanimive vire. Obveščevalne službe so že takrat kar dobro delovale, prihajali so podatki recimo preko Dubrovnika največkrat, da Turki zbirajo vojsko v Bosni in da bo verjetno čez kakšen mesec dni napadla Kranjsko. No in takšna poročila so Kranjsko ponovadi dosti kmalu dosegla, tako da vsakič tudi niso bili ljudje nepripravljeni na turški napad. Ampak seveda od turških napadov je bilo
Več stvari jih je pogojevalo. V prvi vrsti letni čas, recimo večkrat se je zgodilo, da so prišli tu na spodnjo Štajersko, potem pa zaradi narasle Save reke niso mogli prečkati in so se pač usmerili potem proti Štajerski. Vprašati se moramo recimo tudi, zakaj so izbirali ravno te dotične poti. No, kot smo lahko izbrali iz arhivskega gradiva, so Turki ugrabili nekaj domačinov, znan je nek Miha doma iz Naklega, ki je bil očitno nek trgovec, skratka človek, ki je moral deželo relativno dobro poznati. In njega so imeli 15 let v ujetništvu in on je v bistvu deloval kot njihov vodič po Kranjskem, se pravi, jih je usmerjal, kam morajo iti, no in po 15 letih mu je potem končno pa uspelo pobegati. O Ljubljani sem že govoril, se pravi, to je to obzidje, ki je nastalo prav v času turške nevarnosti in pa seveda sam grad. Zdaj, ta grad so gradili že pred začetkom turških upadov v 60. letih 15. stoletja, se pravi, takrat so že resno računali, da grozi nevarnost in takrat so porušili staro trdnjavo in zgradili to moderno, ki je v bistvu tudi z obzidjem povezana. In tudi mesto samo, kot vidite, tu je bilo v bistvu precej dobro obzidano in utrjeno, ampak kot sem že dejal, Turki so se praviloma vedno izogibali tem večjim naseljem, tudi pri gradovih se niso ustavljali, pač njihov cilj je bil čim prej opleniti deželo, zato da bi jo pač gospodarsko in demografsko oslabili in da bi jo pozneje lahko trajno zasedli. No in kot sem že uvodoma omenil, na Balkanu so relativno lahko napredovali tam, kjer je bila državna struktura že praktično sesuta, se pravi območje Srbije, tudi Bosna je bila v globoki krizi. No, ko so pa trčali enkrat na Ogrsko in pa na Habsburške dežele, tu je bila pa stvar povsem drugačna. Tu se pa turška taktika ni več tako dobro obnesla, ker je pač obramba začela bolje delovati. No, če se pa zdaj posvetimo posameznim družbenim skupinam, seveda plemstvo je bilo takrat privilegiran sloj, glavna družbena skupina, ki je imela kljub temu, da so predstavljali komaj odstotek prebivalstva, so imeli v svojih rokah politično usodo, bili so tudi seveda vojaški sloj in plemstvo je v tem času v bistvu začeli graditi takšne gradove. Tu sem namenoma izbral Žužemberk, ki je pač tak lep primer, se pravi te moderne trdnjave z okroglimi stolpi, se pravi zelo dobro utrjeno grajsko jedro in tu še dodatno obzidja. Skratka, plemstvo je zase kar dobro poskrbelo. Oni lepo, pač, so lahko v zavetju zidov lepo prestali turške upade. Seveda podložniki so morali graditi gradove, prav tako kot so morali tudi graditi mestna obzidja. Tako da po cesarjevih navodilih naj bi ljudje v teh mestih utrjenih tudi dobili zavetje, ampak mest ni bilo ravno veliko in podložniki, ki so bili doma daleč od mesta, pač niso imeli možnosti, da se bi pravočasno umaknili gradnjam taborov. To je danes najvidnejši ostanek, ki nas spominja na to obdobje turških upadov, ampak seveda kmetje so uporabljali za svojo zaščito še cel kup drugih skrivališč, skrivali so se v jamah, v gozdovih. No, gradili so pa tudi takšne tabore in kot lahko vidimo, Friderik III, on osebno je gradnjo teh taborov podpiral, dosti manj naklonjeni so bili temu pa plemiči. Imamo recimo primer težav, ki so jih imeli kmetje pri Smledniku, ker jih je cesarski uradnik pri gradnji oviral. Dejal je namreč, da ni dobro, da si kmetje gradijo utrdbe, ker lahko postane to zelo nevarno za obstoječ fevdalni red. Ni mu bilo všeč niti to, da kmetje nosijo orožje, no ampak seveda izredna situacija terja izredne ukrepe in tudi za obrambo pred Turki so začeli vse bolj novačiti kmečko prebivalstvo in s tem je seveda kmečko prebivalstvo tudi dobilo neke vrste vojaške znanje in izkušnje. No in to obdobje je v bistvu slovenskega kmeta močno izčrpalo. Gospodarska situacija takrat je bila že dovolj slaba, tu so bile še težave s klimo, se pravi klimatske spremembe, ki so vplivale na slabše donose, potem redna turška pustošenja, se pravi
Ne samo, da so mogli ljudje bežati, polja so bila uničena, država je pritiskala vedno z novimi in novimi davki. No in kljub vsemu Friderik III. Vse do smrti ni v Turkih videl svojega glavnega sovražnika, ampak ga je videl v ogrskem kralju Matiji Korvinu. No in tudi, ko so dežele zbirale denar, ki naj bi šel za obrambo proti Turkom, je na koncu šel za plačilo najemnikov za boj proti ogrom. No in v tem času se v bistvu pojavijo že z tistega vidika kar nekoliko nezaslišane akcije. Po Dolenjskem so začeli krožiti napisi uperjeni proti samemu cesarju, ki mu očitajo, da je skopuh, da je razvrednotil denar, kam je zapravil ves denar, ki so mu ga dali. Napadali so tudi visoko mitnino, carino, nove dajatve na vino in železo, neučinkovitost sodstva. Marsikateri od teh očitkov nam je celo danes še precej domač, no pa kljub temu ljudje so takrat zaradi vseh teh stvari zelo težko živeli. No, ampak pomemben mejnik pa nastopi leta 1483, ko sta sklenila mir osmanski sultan Bajazid II. In pa ugarski kralj Matija Korvin. S tem so naše dežele dobile nekaj miru strani turških upadov, se pravi, prenehali so se turški upadi, so se pa začeli ogrski, ki po svoji obliki niso bili čisto nič drugačni. Tako da pustošenja tega območja so bila seveda vedno znova zelo intenzivna in tudi se pravi, posledice, ki so jih pustile, so bile zelo dolgoročne in jih marsikje lahko vidimo in čutimo še danes. No, bitka pri Sisku, to zdaj kar nekoliko sega izven našega obdobja, ampak je pa pomemben mejnik, ki ga velja posebej omeniti, namreč po mnenju mnogih, tudi po mojem mnenju, to verjetno največja bitka, ki jo je bojevala kranjska vojska, ali pač naši predniki. To je bil eden prvih večjih in velikih osmanskih kopenskih porazov in po tej bitki so v bistvu pa naše dežele zares nekoliko lažje zadihale. Obramba je bila vzpostavljena, vzpostavljena je bila tudi vojna krajina. Zdaj, če se vrnim nekaj slajdov nazaj. Recimo, vojna krajina je bila ta večji del Hrvaške, ki danes meji na Bosno, in pa k vojni krajini je sodil tudi tale del, Žumberk, to je južno od Gorjancev, ki je danes del Hrvaške. No, tule gre gorski greben, ta del pač gravitira na sever, ta na jug, in ta del je bil najbolj izpostavljen turškim napadom, tako da tu je bila depopulacija res zelo huda. Tako da na to območje so pa potem začeli naseljevati uskoke, to je pa še ena stvar, ki jo tudi moramo omeniti. Se pravi, po eni strani gledamo lahko notranje migracije, se pravi, ljudje so se iz teh upadnih poti umikali. Ni pa bila ta migracija tako zelo močna, kot včasih mislimo, kot je dokazal Dušan Kos na primeru študije belokranjskih urbarjev. Lahko vidimo, da so v bistvu kmetje pojavljajo v teh urbarjih vedno znova in znova, kar pomeni, da se niso cele vasi izpraznile, no pa kljub temu na območju spodnje Krke ali pa recimo Dravsko-Ptujsko polje, Kras, ta recimo vaša okolica, severno od Trsta in pa seveda vzdolž hrvaške meje, tu je bila depopulacija zelo huda in tu so potem začeli naseljevati uskoke. To so bili pa begunci, ki so bežali iz turškega oziroma osmanskega cesarstva proti severu. Bežali so navadni ljudje, se pravi kmetje, bežali so tudi plemiči, ki so pač zgubljali zemljo zaradi turškega napredovanja in so se pač selili proti severu. To je bilo pa še toliko lažje, ker ti Habsburžani so 1529 prevzeli tudi Ogrsko in Hrvaško in takrat so tudi naše dežele ugotovile, da je za njih najbolje, če financirajo gradnjo utrdb na Hrvaškem in na Ogrskem in v bistvu vzpostavijo vojno krajino kot neke vrste tamponsko cono in v sklopu tega je bil zgrajen Karlovec, tako da v bistvu to je zelo pripomoglo k omilitvi posledic turških napadov. No in zdaj za konec sem tule dal še eno takšno ilustracijo.
kako so si ljudje že takrat predstavljali Turke. Seveda, propaganda ni stvar 21. in 20. stoletja, propaganda je vedno delovala, nasprotnika se je vedno prikazovalo v najslabši možni luči. No in to je recimo tipična podoba, kako so si pri nas ljudje in tudi poznejše generacije predstavljali Turke, se pravi, kako so ugrabljali ljudi, jih odvedli v sužnost, seveda namenoma so izpostavili mlada dekleta, ki so morala v turški jarem in tako naprej. In tudi podatki, recimo, ki jih imamo po mnenju nekaterih kronistov in celo del uradne politike, takrat je govoril, da naj bi Turki v nekaj desetletjih odpeljali 800 000 ljudi. To je seveda številka, ki je daleč pretirana, kajti ocene so, da je takrat na slovenskem ozemlju živelo okrog 800 000 ljudi, torej bi morali vse odpeljati, kar pa seveda ni res. Tako da glaven izziv, ki ga imamo danes zgodovinarji, je ločiti, kaj je resnica in kaj je mit. Seveda ogromno je teh izročil, ki so se prenašale iz roda v rod. Podatki seveda so na voljo, ampak kvantitativnih pa žal nimamo. Se pravi, nimamo podatkov, ki bi točno govorili, koliko ljudi so Turki odpeljali z določenih območij. Posledice zato pač proučujemo na primerih pustot, se pravi pustote, to so popolnoma opustele vasi, popolnoma opustela območja, tako da na tem področju nas zgodovinarje čaka še veliko dela, ampak na srečo je kar nekaj zgodovinarjev v Sloveniji, ki se s to temo ukvarja, tako da mislim, da bomo tudi v prihodnosti lahko postregli tudi še s kakšnimi boljšimi in natančnejšimi podatki. To bi bilo z moje strani vse. Če imate kakšno vprašanje, pa lepo izvolite. Hvala lepa. Ja, primer upada v vašo vas je nekoliko mlajšega obdobja, se pravi 1522. Jaz mislim, da sama problematika upada tu je predvsem v tem, da ne smemo pač dvomiti, da je upad bil, ampak kot sem omenil, številka 6000, kot se navaja, pa pač previsoka, je pa to območje bilo sigurno večkrat oplenjeno strani Turkov. Tu je šla namreč ta glavna upadna pot, če se vrnemo nazaj. Se pravi, čez to območje so Turki redno vdirali. Zakaj? Zdaj sam Kras niti v času, ko mi govorimo, ni bil ravno najbogatejša regija Kranjske, ampak je imel pa izredno pomembno prometno vlogo. Namreč Turki so bili večkrat v vojnah z Beneško republiko, se pravi, ki je ležal, to je bil glavni del Beneške republike, ta del Istre in pa Dalmacija. In Turki velikokrat, ko so v bistvu upadali v Furlanijo, so šli ravno čez te kraje. Tako da upad, ki ga poznamo za Slavino, je pač taj najbolj znan. Jaz sem prepričan, da gotovo ni edini in da jih je moralo biti več. Ker pač ta del Notranjske ima tudi kar nekaj taborov in tudi naseljevanje v skoku je bilo tu precej intenzivno, tako da to je pač dokaz sam po sebi, da je bilo tu upadov precej. Kaj pa ta kmečka črna vojska, ki temelji na poklicu 10. 20. moža? Kdaj se začne, kdaj je organizirana? V bistvu zametki se začnejo pojavljati relativno zgodaj, ampak to je potem v 16. stoletju pa zares zaživelo. Namreč, kot sem prej govoril, situacija na podeželju je bila res zelo slaba in tudi nastopila ta dilema. Za boj proti Turkom so rabili bistveno večjo kapaciteto, kot je lahko nudilo samo plemstvo. Kot smo rekli, Turkov je prišlo po več tisoč, notranja avstrijska vojska je zbrala pa 450 vojakov, kar je bilo občutno premalo za učinkovito obrambo. Po drugi strani se je pa pojavil tudi strah pred tem, da bi se kmetov oborožili, da bi se jih izurili v vojskovanju. Po eni strani so jih rabili za boj,
po drugi strani so pa vedeli, kakšno nevarnost to prinaša. In recimo 70. leta so že šla v to smer, da bi se takšne strukture vzpostavile, no ampak potem 1478 je prišlo pa do tega velikega upora na Koroškem in takrat je v bistvu tudi med plemstvom pač izkazalo se, da je ta pomislek upravičen. Namreč kmetje so ponekod že se pravi zavračali upravljanje tlake, plačevanja dajatev, ampak takrat to še ni prerastel v večji upor, razen na Koroškem. Tako da samo to vzpostavljanje črne vojske je bilo postopno in je pač polno zaživelo, recimo šele v 16. stoletju, ker ga je nenehno spremljal ta strah, kaj se bo zgodilo. Moramo le vedeti, da so kmetje takrat predstavljali verjetno okrog 95% zelo nezadovoljnega prebivalstva, tako da stvar ni bila tako enostavna. Kaj pa proti turških taborih so bi kmetje povsem neodvisni ali pisani na lokalnega graščaka, na deželnega gospoda? Ja, to je recimo tisti primer, ki sem ga prej navedel. Načeloma bi to bila črna gradnja. Zdaj, treba je vedno spoštovati voljo gospoda. Vsak košček zemlje ima tudi takrat enega svojega gospoda in recimo, kot sem navedel primer Smlednik, to je bilo deželnoknežje gospodstvo, se pravi cesarjevo. In cesar je pač postavil tja svojega uradnika in cesar sam je podpiral gradnjo taborov, uradniki ti so pa pogosto znali pa uverati in so pač konkretno za ta primer vemo, da je dal ta graščak kmetom pobrati orodje, da ne bi mogli nadaljevati z deli. No, ampak kljub temu, koliko taborov je pri nas nastalo, lahko sklepamo, da so večinoma, se pravi, fevdalci in tudi lokalna duhovščina pač to podpirali. Treba vseeno povedati, no, da tudi fevdalci niso imeli tako zelo negativnega odnosa do podložništva. Podložnik je bil v bistvu za fevdalca kapital. Njemu je bilo v interesu, da je podložnik živ, zdrav, da lahko dela na svoji zemlji in plačuje svoje davke. Tako da fevdalci v bistvu niso ravno tako, nekateri so nasprotovali, ampak večinoma pa ne. No. Ker če bi v večji meri nasprotovali, potem ne bi nastali toliko taborov, kot jih je nastalo. Je pa seveda oblika taborov bila najbolj učinkovita. Slovenija je posejana s cerkvicami praktično na vsakem griču in za kmete je bilo veliko lažje se umakniti k bližnji cerkvi, kot pa recimo iti tu v Postojno, ki je bila mesto, se pravi, že sama pot pač bi trajalo predolgo in bilo bi prenevarno. In seveda tudi meščani verjetno ne bi bili ravno navdušeni, če se jim v majhno mesto zgrne še več 100 okoliških beguncev. To je bilo pač treba vse hraniti in tako naprej. So pa, še to bi dodal, ti tabori funkcionirali ne samo za obrambo, tu noter so v bistvu nastale tudi kašče in kmetje so tudi tu noter shranjevali pridelek, ker je pač v primeru, da bi prišlo do obleganja, so imeli hrano. Po drugi strani pa tu pridelek bil tudi bolj varen kot pač pri njih doma. Nekaj koliko sem nagledal, zakaj je 1422 je toliko opisano. Ker je bil to veliko obdobje od 1496-97 do zadnjih upadov na te naše kraje, potem do 1522 skoraj bilo malo. Potem so tukaj bila še borba med cesarskim in beneško vojsko iz okrog 1508 do 16, ker so imeli Frankopanji tukaj Postojno na čez in to tisti, ki so se najbolj borili tudi proti Turkom. Zdaj je poleg epidemija, je bila borbe so bile pa stalne, niso pa, Turke pa niso pričakovali, to se pa vidi. Zato je pa videl, da je bilo tolikrat opisana tudi na drugih krajih. To je bila prva taka, zato se mi zdi, da je toliko pomembnejše ta datum. Ja.
Velikokrat je v bistvu tudi tako, da takšen podatek lahko, če temu rečem, se vtisne v zavest, se zasidra v zgodovinske knjige, ker je pač nastal nek zapis v tistem času. Turki pač po nekih razlagah praktično konec 15. stoletja ne bi bilo več doline, kjer Turki ne bi obiskali, to so pač takrat tudi sami sodobniki govorili o tem, ampak seveda v 15. stoletju imamo v glavnem pismenost, katera seveda nižja, pač pismenost se je povečevala postopoma, ampak podatki, ki jih imamo za 15. stoletje, so v glavnem dosti enolično provenience, recimo temu. Cesarjevi ukazi, poročila o skrbnikov, ki govorijo, da ne morejo plačati davkov, ker so jim Turki opustošili gospostva, in potem je cesar odredil komisijo, ki naj to škodo popiše, ampak tu nam pa žal zmanjka podatkov, kaj točno, kvantitativno, da bi lahko ocenili, kakšna je ta škoda bila. Ampak seveda, če pa v neki vasi živel nek župnik in je to videl in je bil interes in je to zapisal in se zapis ohranil, potem pa recimo lahko vidimo, kot v tem primeru 1522, ta upad, ki pa v bistvu v resnici ni nujno, da je bil najhujši upad, ki ga je vas doživela. Mi pa v bistvu precej dolgujemo koroškemu župniku Jakobu Unrestu, on je deloval tu severno od Vrbskega jezera in kljub temu, da je živel relativno daleč stran, sem da tule bolj jasno še na zemljevidu, on je deloval tu na skrajnem robu slovenskega narodnostnega ozemlja, tule gor, ampak je kljub temu bil odlično informiran, kaj se je dogajalo južno od Karavank in on zelo podrobno opisuje recimo, kje so jezdili, kaj so uničili in recimo mimo grede tudi omenili, da so oplenili Stiški samostan, kar je morala biti takrat ogromna škoda, to je bil bogat samostan in to je bila gotovo takrat bil en velik dogodek, ampak žal nimamo nobenega dodatnega opisa, ki bi recimo, da bi nek menih to podrobneje opisal, da bi mi še bolje vedeli, kaj se je takrat zgodilo. Tako da relativno dobro smo obveščeni, se pravi, tega leta in tega so prišli Turki 4-krat na Kranjsko, oplenili so in potem je to našteto. Ne. Tako da malo, vsaj za 15. stoletje pa relativno malo primerov, ki bi pa rekli, no v tej vasi so pa pač, ne, da bi podatki bili podrobnejši in recimo temu lokalno bolje definirani. Kaj pa Sanuto je opisal? Ja, se pravim, teh opisov zdaj je več. Jaz sem se v glavnem fokusiral na 15. stoletje in tukaj imamo, kot sem rekel, nekaj teh kronistov je, ki to opisujejo in za 16. stoletje potem teh opisov pa še več, tistimi se do zdaj niti nisem toliko ukvarjal. Je pa pri teh opisih potrebno še nekaj povedati, da večkrat zgodovinarji opažamo, da so v bistvu vsi prepisovali oziroma velikokrat so prepisovali iz starejših virov in recimo tudi, ko gledamo Valvazorja, on je celo pogosto citiral, no in lahko njegove navedbe tudi preverjamo, ampak teh, se pravim, posamičnih opisov je veliko in bi treba tudi v prihodnosti še podrobneje obdelati, da končno dobimo neko celovito sliko. Ja. Kaj pa kontra, se je kdaj probalo, da bi se v Turčiji kakšne dokumente iskali? Ja. Da se usporednice naredi. Hvala za... Sigurno imeli neke dokumente, ki so se gibali. Ja, zelo zanimivo vprašanje. Zdaj prva težava je, da razen mogoče enega zgodovinarja, ne vem, če pri nas kdo turško zna, poleg tega so takrat Turki pisali še v arabski pisavi. Se je pa s tem največ ukvarjal Ignacij Voje in on je celo natresel nekaj teh drobcev, pač kot nekaj izhodišča, da bi se res bilo treba usmeriti tudi v turške arhive. Z glave zdaj poznam nekaj konkretnih primerov, ko so popisi sužnjev iz Sarajeva in mislim, da se omenjajo celo nek človek že z muslimanskim imenom in da je sin Andreja z Kranjske. Mislim, nekaj v tem kontekstu, kar nekaj tudi ljudi, ki imajo muslimanska imena, ampak ne bi bili poreklo z Hrvaškega Zagorja in tudi naša vojska dol na meji je izvajala upade čez mejo.
in je tudi pripeljala turške ujetnike nazaj. Tudi pri gradnji Ljubljanskega gradu je takrat glavar cesarja prosil, če lahko tudi turške ujetnike uporabljajo za gradnjo, no, in mu je to dovolil. Tako da vplivi so bili v obe smeri, je pa res, da škoda, da nimamo kakšnega strokovnjaka, ki bi znal turške vire brati in se z njimi spopadati, ker sem prepričan, da bi dobili res bogastvo podatkov. Ni dvoma, da je na tisoče ljudi končalo v turškem ujetništvu. Turška birokracija je bila za tiste čase zelo dobra, popisi gotovo obstajajo, tako da bi bilo res zanimivo videti, kaj turški arhivi vse skrivajo, kar je relevantno tudi za našo temo. Še kakšno vprašanje mogoče? Ne bi se pa zahvalil predavatelju, no, za izčrpno bogatstvo njegovo predavanje. V imenu vseh organizatorjev, torej Unije slavna, kulturnega društva slavna, krajevne skupnosti slavna in tudi parka vojaške zgodovine. Tudi nocojšnje predavanje smo posneli in bo na voljo tako na lokalnih televizijah kot na spletu. In tudi radio Ognjišče ne bi ga zajel v tej oddaji Moja zgodba. Čez praznike si bomo vzeli zdaj prosto, ker bomo imeli predavanj, potem bomo pa najverjetneje nadaljevali, ampak nismo pa še čisto gotovi, kako bomo s prostorom. Mogoče je, da bo tukaj v tem prostoru v šoli tukaj vzpostavljena sirotišnica za otroke z Ukrajine. Torej 1000 kilometrov proč na vzhodu se dogaja to, kar se je nekaj podobnega dogaja pred 500 leti tukaj pri nas, in pač po svojih močeh, najboljših močeh smo dolžni pomagati. Tako da bomo obvestili, kako in kaj naprej, zelo radi bi nadaljevali, deležba je lepa, zanimanje je in se vam lepo zahvaljujem za obisk nocoj.